Hvaležnost. Hvaležnost. Tema, ki jo marsikdo preskoči. Kdaj se spomni, se reče, se res, mogoče bi se pa danes malo opomnil, zakaj sem hvaležen, ampak to nam lahko postane ena taka lepa dnevna navada. Res je, res je. Priporočam, da to funkcioniramo ali zjutraj, predno vstanemo iz posle, enostavno imamo 5 prstov na vsaki roki, 10, torej skupaj, in gremo po vrsti. Zakaj vse smo danes hvaležni? Ne? Lahko so tudi take čist drobne stvari, ne vem, dobra postelja, kvaliteten spanec, sonček nas je danes zbudil, ptičke slišim, ne? Ali pa to naredimo zvečer pred spanjem, ne? Ker moramo vedeti, da bolj ko smo hvaležni, več hvaležnosti tudi privlačimo v življenje in hkrati tudi odpremo se za vse te številne množice, ki se nam dogaja, te pozitivne množice. Ne? Hkrati je pa tudi to, da kadar smo mi hvaležni, tudi svet vidimo drugače. Smo bolj pozitivno naravnani, več se smejimo, ne? Tudi ker vabimo take pozitivne ljudi okoli sebe. Ja, pozitivno privlači pozitivno. Točno, točno. In še zadnja navada pa je pravzaprav nekaj, kar se mi zdi, da se zadnji časi ljudje zelo veliko so se začeli sami s seboj ukvarjati, se torej s seboj povezovati. Ne? To je ena izmed stvari, na katero ne smemo pozabiti. Res je. V zadnjem času smo se precej oddaljili od samega sebe, enostavno se niti ne slišimo. Ja, tempo je naredil svoje, stres je naredil svoje, ne? So to hitenje je naredilo svoje. In zdaj, kako se vrniti mi nazaj vase, ne? Da se res slišimo svoje potrebe, da ne nazadnje lahko tudi slišimo, kdaj smo žejni, na primer. Ne? Prvo kot prvo odstranimo vse te moteče zadeve. Telefone, tablice, damo, rečemo temu, jaz rečem, kar tak detoks naredimo. Ne? Vse motilce na stran? Vse motilce na stran, za kako urco brez problema, noben nas ne bo pogrešal 1 uro, če bomo nedosegljivi. Ne? Potem pa lahko v tem času izberemo karkoli, da nas bo prvo kot prvo umirilo, hkrati pa povezalo. Verjetno kakšna meditacija? Ja. Lahko je meditacija, pač dih je ponavadi tisti, ko nas hkrati pomasira, hkrati nas umiri, ne? In ko smo mi umirjeni, se tudi začnemo vračati k sebi. Tako da tukaj imamo nešteto možnosti, vse od meditacije do, bom rekla, dihalnih vaj. Lahko gremo na sprehod v naravo, objemamo drevesa, ne vem, gremo z kužkom na sprehod, lahko bosi hodimo po travi, če nam to odgovarja. Ne? Nešteto možnosti lahko tukaj počnemo, naprimer, lahko glasbo poslušamo, ravno prej smo se pogovarjali o avtomobilih. Karkoli, da se odklopimo, da res zaslišiš sebe nazaj, svoje potrebe, tisto, ko rečeš, kaj ti glava pa srce govorita.